Kitice, ki jih vsi poznamo že iz vrtca. Je pokalo, je stokalo pod njenimi stopali. Batmanu je bedal, hlače se pokaka, pohrustala je most in pojedla je ta vlaka. Videl je to Superman, rekel je se papa. Sedere Spider-Man in Tarzan skoči na drevo, jaz se tega več ne grem. Občutek enega namena mi da. Otroci ne znajo lagati in če jih iskreno zadane plešejo, se zabavajo in to je to. In to je meni največji kompliment. Literarni zgodovinar Igor Saksida je izbral pesmi, ki jih je Trkaj predelal v repe. Nam dom osvetljuje, kaj je to? Klasične in sodobne. Našli bomo recimo Otona Župančiča na eni strani in seveda sodobno vrhunsko pesnico Anjo Štefan ali pa pesnika Petra Svetino na drugi. Bila je karantena pred karanteno, opisuje Trkaj, ko se je prepustil kreativnosti o pesmicah, s katerimi je tudi sam odraščal. Zbudiš se, razmišljaš o rimah, razmišljaš o otrocih, v knjižnico hodil, bral tekste, iskal po internetu. Imamo prvi hit! Glasbo je produciral Damjan Jovič. Svojo glasbeno interpretacijo in nikoli ni otročja, banalna, ampak vedno dodaja besedam še to čarobno dimenzijo. Za mikrofonom so se mu pridružili Ditka, pa reperski kolegi MK, Pižama, Nipke, Jones in Zlatko, tudi legenda Neca Falk. Ja. Res, to je ena taka, tako velika čast. Neca je tak artist, tak avtor, tako je dodala še na komadu. To so samo stvari, ki se jaz lahko pač učim. Z repki pa se otroci učijo abecede, uganke, domišljijske igre in občutenja tega sveta. Učijo se svetlobe v teh sivih časih. In tudi v praksi je že postalo učno gradivo. Kaj je to? Kuža! Rad bi, da repki združijo šolsko in domače, da bi se ob njih igrali doma in lažje prisluhnili v šoli. In da skozi knjigo in pesmice spodbudi družinsko branje. Da smo v istem prostoru še ne pomeni, da smo tudi skupaj. Da se pogovarjajo o neki literaturi, o stvareh, da mladi pač še prej začnejo razmišljati. In da glasbeniki naredijo korak naprej za utrjevanje in predajo te, kot pravi Trkaj, kulturne dote.